Pozdravljeni v Čuješ to politične oddaji, kjer razkrivamo stvari iz ozadja, gostujemo ljudi, ki krojijo vaš vsakdan. Z nami danes Egon Repnik. Dober dan. Dober dan. Za začetek bi se nam lahko predstavili in gledalcem predstavili, kako ste prišli do položaja, ki ga imate danes. Ja, sem Egon Repnik, župan občine Miklavž na Dravskem polju. Verjetno našo občino poznate, v bistvu primestna občina mesta Maribor. Občina, ki se v bistvu drži mesta Maribor v smeri Tezna in pa nadaljevanje v smeri Ptuja. Torej tipična, če tako rečem, obmestna, primestna občina z dobrimi povezavami z mestom. V bistvu občina tudi z družbeno infrastrukturo in z javnimi inštitucijami tangira na mestno občino Maribor. Drugače pa občina z urejeno infrastrukturo, z urejenimi pogoji za lepo življenje. Sam pa sem župan drugi mandat, torej stopam v 8. leto. Drugo leto se zaključuje drugi mandat. Prej sem bil en mandat, torej 4 leta tudi podžupan. Tako da imam že kar veliko let političnega dela v naši občini. V zadnjem obdobju, torej v 3. mandatu pa kot funkcionar. Župan, torej zaključujem drugi mandat in menim, da v preteklih letih je opravljeno kar nekaj dela, ki bi se ga dalo na vsak način obrazložiti in prikazati. Hvala. Kaj pa ste po izobrazbi in kateri poklic ste opravljali, preden ste bili župan? Jaz sem v bistvu pravnik, magister pravnih znanosti. Skozi dokler nisem nastopil te politične funkcije, sem bil v pravnih vodah. Imam opravljen pravniški državni izpit, to se pravi, da sem bil v začetku po diplomi takoj sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Mariboru. Potem sem 9 let služboval kot višji svetovalec za pravne zadeve v občini Kidričevo. Torej, da imam izkušnje tudi z strokovnim delom na občini, ne samo z vodenjem. Tik preden sem kandidiral in bil izvoljen za župana, sem pa imel 6 let pravno pisarno na Ptuju, specializirano za poslovanje oziroma pravne zadeve vezane na promet nepremičnin. Kako bi pa opisali to vašo pot od pravnika do župana? Se mi zdi kar korelacija med pravniki in pa politiko. To pa zaradi tega, ker kot politik menim, da moraš imeti veliko pravnega znanja. Veliko pravnega znanja ti daje tudi splošno razgledanost, daje ti tudi znanje z področja komunikacije in javnega nastopanja, tako da se kar nekaka pozitivna sinergija vseh teh lastnosti, ki so potrebne za politika. Tako da je moja lista, v bistvu lista za Miklavž, iz katere tudi prihajam, presodila, da sem nekako primeren kandidat za župana občine Miklavž in tako je prišlo do kandidature in pa vesel sem, da so prepoznali to tudi občani in tako je prišlo tudi do izvolitve. V katerem trenutku pa ste se odločili, to je bil trenutek, zdaj pa gremo v politiko? V bistvu ja, jaz sem bil že tudi aktiven že kot mlad človek, takoj po študiju v številnih društvih v naši občini, še posebej z področja športa. In društva imajo tisti prvi stik s politiko, z občino. Že od tam je potem vzniknila neka ideja, da bi se pa tudi mogoče mladi ljudje, tudi tisti, ki prihajamo z tega družbenega življenja, vključili v politiko. In tako so me v bistvu nagovorili najprej prijatelji. Potem je prišlo tudi do članstva v tej naši listi za skupno občino Miklavž, iz katere prihajam. Bil sem 2 mandata še najprej občinski svetnik, torej sem spoznal delo občine, ker pa je bilo še tu strokovno znanje, ki sem ga prej opravljal kot višji svetovalec na občini, je v bistvu potem prišlo do ideje, da jaz kandidiram za župana, kot človek, ki ima neke znanje in izkušnje, da lahko vodi takšno občino, kot je občina Miklavž. Ste si kot mlad človek predstavljali, da boste nekoč vodili občino? Ne, nisem si tega predstavljal. In kaj ste pa želeli biti, ko ste bili mladi? Jaz sem bil, kot sem bil mali, če tako začnemo, še mlad in mali, osnovnošolec, sem v bistvu želel biti vojaški pilot. Ta zadeva je z razpadom Jugoslavije propadla, Slovenija več ni imela letalstva in hvala Bogu, da je potem ta ideja propadla. Potem sem hitro kar prišel do ideje najprej srednja ekonomska šola in v toku srednje šole sem se odločil, da so tiste pravne vode, ki me najbolj privlačijo. Delo pravnika, konkretno želja bila delo odvetnika in nekaj časa v tej smeri kot lastnik pravne pisarne na Ptuju sem deloval,
ampak nikoli pa nisem, seveda zaradi vstopa v politiko in izvolitve, nikoli pa v odvetniške vode dejansko nisem prišel. Kako pa je vaše zgodnje življenje vplivalo na vrednote, ki jih danes kažete kot župan? Jaz mislim, da neke vrednote človek dobi že z vzgojo doma. Jaz mislim, da sem imel to podporo doma, očeta tudi, ki je imel dobre vrednote v svojem življenju in je v svojem življenju tudi kazal kot zgled, tako da sem že doma dobil neke vrednote prave, ki jih človek rabi kot osebnost. Določene vrednote se pa izoblikujejo v toku časa, dobiš v srednji šoli, še bolj na faksu. Jaz mislim, da pravna fakulteta mi je dala veliko tudi tistega spoštovanja do samega življenja, spoštovanja do ljudi, še posebej pa do spoštovanja do javnega življenja in pa vseh tistih, ki te izvolijo. Ko nastopaš na takšni odgovorni funkciji kot župan, imajo ljudje do tebe določena pričakovanja in ta pričakovanja moraš izpolniti. In če nimaš osebnih lastnosti, poleg osebne, če tako rečemo, inteligence in splošne razgledanosti, tudi vrednote poštenosti in ostalega, potem nisi človek za vodenje in nisi človek, ki bi upravljal z javnim premoženjem. Jaz mislim, da te vrednote pri sebi imam pošlihtane, tudi to znanje imam in so mi ljudje enostavno to zaupali. Seveda, kaj pa vas je v mladosti in v zgodnji karieri naučilo odgovornosti? Seveda, se pravi, vzgoja doma, odgovornost, najprej seveda odgovornost v šoli, tu se naučiš. Če nimaš odgovornosti do učenja, recimo do učiteljev, do sošolcev, da postaneš neki dober srednji šolec, še bolj pa to na faksu, odgovornost, ko te več nihče ne sili, da se moraš učiti, da se moraš pripraviti za izpite, odgovornost, da si življenje urediš, da ti je najprej študij na prvem mestu, potem pa vse ostalo. Jaz sem bil potem še športnik, sem moral kombinirati še tudi, če tako rečemo, aktivnosti, ki sem jih imel kot aktivni nogometaš, je vse to izoblikovalo človeka in vse to ti daje neke vrednote in pa seveda tudi odgovornost, tako kot ste rekli. Urnik si pravilno razdeliti, zato da poleg svojega osebnega življenja še izpolniš tudi tiste študijske in ostale obveznosti, kasneje seveda še tudi družina in to ne nastane čez noč. Jaz mislim, da čez leta pa človeka to oblikuje, da postane tudi odgovorna oseba, tako kot mora biti. Leta ste delali v občinski upravi in pravnem okolju. Kako te izkušnje danes oblikujejo vaše delo kot župan? Absolutno, jaz mislim, da je to bilo odločilno. To znanje in izkušnje, ki sem dobil z delom na občini v okviru občinske uprave, zato da tudi poznam tisti strokovni del delovanja občine, ne samo tisti politični, to se pravi predlagati odločitve za občinski svet in voditi delo občinskega sveta, to je v osnovi naloga župana. Spoznal sem tudi strokovno pravno delo, ki je na občini zelo zapleteno. Občina rešuje pravno problematiko na zelo, zelo različnih področjih. Od šolstva, vodenja investicij, urejanja komunalne infrastrukture, športa, kulture, sociale, kot zelo pomembno področje, s katero se ukvarja občina. Vso to znanje sem nekako dobil v tem toku časa, pa tudi seveda vse licence za pravno delo, to pa sem dobil skozi delo v pravosodju, še posebej na sodišču. In jaz mislim, da mi to zelo, zelo koristi pri opravljanju funkcije župana. Če bi pa izpostavili 3 najbolj pomembne projekte v vaši občini, kateri so? Zdaj, če govorimo o investicijah, verjetno to najbolj tudi zanimivo, tudi se to najbolj vidi. Gotovo, če te gremo recimo od najnovejših do tiste najstarejše. Izjemno ponosen sem na en projekt, ki je nastal 2 leti nazaj, to je ureditev Ptujske ceste z ureditvijo kolesark in pa pločnikov, v bistvu velika investicija za promocijo trajnostne mobilnosti, kot neka osnovna usmeritev naše občine. Čim manj motoriziranega prometa in čim boljši pogoji za kolesarstvo, za pešpot. To je en izmed velikih projektov, vreden 8 milijonov evrov, ki smo ga izpeljali in bistveno izboljšali infrastrukturo v naši občini. Recimo druga zadeva, menim, da mi je uspela, da smo med občino in pa našimi občani uspeli skozi leta ustvariti en izjemno zaupen, korekten odnos. Jaz mislim, da smo občina Miklavž eni izmed tistih, ki imajo ljudje zelo zaupanje v delo svoje občine. Smatram, da imajo tudi v moje osebno delo in vodenje
vodenje naše občine, to se pravi izboljšanje ali pa dobri odnosi med občani in pa županom. To ni samo vezano na denar, gre za neko ustvarjanje splošne klime. In pa mogoče drugo, kar bi izpostavil, izjemno smo izboljšali pogoje za delovanje društev v naši občini. Povečali smo na vseh področjih delovanja društev, od športa, kulture, sociale, sredstva v proračunu za delovanje društev. In pa menim, da smo zelo izboljšali tudi pogoje, infrastrukturne in ostale prostorske pogoje za delovanje društev. Vsa občina imajo prostore za svoje delovanje, športna društva, izjemno urejene športne parke, kulturna društva, izjemno lepo obnovljen kulturni dom, bogato skrbimo za področje sociale, skrb za naše starejše krajane, za tiste, ki so pomoči potrebni. In jaz mislim, da so to tiste vrednote, ki smo v bistvu zasledovali že vse od ustanovitve občine, in mislim, da smo jih v 24 letih delovanja naše občine tudi izpolnili te obljube do naših ljudi. Eden od najodmevnejših projektov so bili Miklavški ribniki, ki so že prijavili veliko pozornost. Kako trenutno stojijo Miklavški ribniki in kaj so vaši načrti za prihodnost? Drži. To pa je eden projekt v nastajanju. Izjemno pri srcu moram povedati, zato ker občina Miklavž v preteklosti ni slovela kot turistično razvita občina, ampak v zadnjih letih postajamo prepoznavni tudi na področju turizma. In to je eden izmed projektov iz področja turizma, ki je v nastajanju. Zasnovanje v 3 fazah. Prva faza že v prihodnjem letu, to je čiščenje prvega ribnika in pa obuditev tako imenovanih miklavških izvirov nekdanjih. To so pritoki v bistvu čiste vode, podtalnice, ki bo potem med prvim, drugim in tretjim ribnikom zagotovila čisto vodo vseh 3 ribnikov. Potem je to tudi pogoj, da bomo v tretjem ribniku lahko razvili naravno kopališče, ki je naša končna želja čez nekaj let. Seveda vmes v sklopu tega projekta želimo med vsemi 3 ribniki tudi urediti sprehajalne poti, šolsko učno pot, skratka želimo urediti zgleden naravni park, ki bo služil na področju turizma, šolstva, z spoznavanjem flore in favne, z organizacijo različnih naravoslovnih dejavnosti v naravi in pa seveda tudi področje turizma. Moramo vedeti, da se na Miklavške ribnike navezuje tudi Dravska kolesarska pot. To je eden projekt, ki je že v izvajanju. Kolesarska od Avstrije do Hrvaške in v bistvu se drži kolesarske poti in v sklopu promocije kolesarske poti računamo na turiste, ki bodo prihajali na območje naših 3 ribnikov in ne samo se lepo in prijetno imeli v naši občini, tudi neke pozitivne učinke od tega si obetamo. V koliko letih pa pričakujete, da bo ta projekt končan? Jaz mislim, da realna časovnica je naslednje mandatno obdobje, to se pravi to leto plus 4 naslednja leta, torej nekje časovnica 5 let je, kjer verjamem, da bomo v tem času izvedli vse 3 faze tega projekta. Ob tem pa pridobili tudi evropska sredstva, na katere računamo, tako da želimo v teh letih z izvedbo tega projekta čim manj obremeniti lastna sredstva, torej lasten proračun, čim več pridobiti tista dodatna sredstva, še posebej računamo na pomoč iz Evrope. Seveda. Veliko govorite tudi o šolah, o šoli in o infrastrukturi. Kaj je bilo v vašem mandatu narejeno glede tega? Jaz mislim, da imamo zelo dobro infrastrukturo na področju šolstva in predšolske vzgoje, če se omejimo na šolo. Mi imamo osnovno šolo Miklavž kot edini in zelo velik zavod, v sklop katerega spadata tudi 2 vrtca in podružnična šola v Dobrovcah. Mi imamo vse 4 stavbe, če tako rečemo, nove ali generalno obnovljene. Miklavško šolo smo res da 15 let nazaj generalno obnovili, dogradili tudi z novo športno dvorano. V mojem mandatu, to se pravi cirka 3-4 leta nazaj, smo pa Miklavško šolo tudi dogradili z novimi 3 razredi, razširili smo jedilnico. Skratka, v vseh pogledih smo izboljšali pogoje za delovanje naše šole. Imamo še pa seveda velike cilje tudi vnaprej. Želimo še dograditi vrtec v Dobrovcah zaradi izpolnjevanja novih standardov, ki veljajo od lanskega leta, in igralnice morajo biti bistveno večje, kot so sedaj. Tako da ja, imamo še veliko ciljev na tem področju, glede na demografske trende v naši občini, torej da imamo vedno več učencev v osnovni šoli, vedno več otrok v vrtcu. Menimo, da bomo še morali dograjevati našo družbeno infrastrukturo in jo urejati, in na to imamo še vezane kar nekaj projektov za naslednja leta.
Veliko pa se govori tudi o športu. Koliko je bilo investirano in kaj je bilo urejeno glede športa v občini Miklavž? Veliko. Zelo veliko smo posvečali pozornosti športni infrastrukturi v naši občini. Vemo, da smo v preteklih letih izgradili dva povsem nova športna parka v Skokah v Dravskem dvoru. Govorim za šport na rekreativnem področju. Imamo v obeh krajih športna društva, ki uspešno delujeta. Če pa zdaj govorimo o kakovostnem športu, je pa Miklavž in Dobrovce center športa v naši občini z dvema zelo dobro delujočima nogometnima kluboma, ki Dobrovški celo tekmuje za člansko ekipo na državnem nivoju tekmovanja v 3. ligi. V Miklavžu smo lani otvorili povsem nove klubske prostore. Miklavž ima izjemno dobre pogoje za delovanje nogometnega kluba, v bistvu to, kar je potreboval že kar nekaj let. V Dobrovca pa ravno v letošnjem letu gradimo novo tribuno za 300 gledalcev, ki bo izpolnjevala pogoje za tekmovanje v 3. ligi. V tem objektu bo tudi fitness, tudi nove slačilnice. Skratka, objekt takšen, kot ga klub potrebuje za državni nivo tekmovanja nogometa. Sam sem tudi obiskal več nogometnih tekem v Miklavžu, tako da se mi zdijo vaši tereni odlični. Kaj mislite za prihodnost? Boste nadaljevali z... Ja. Sama igrišča so potrebna še določenega vložka. Načrtujemo izgradnjo tribune tudi ob igriščih v Miklavžu. Montažne pokrite tribune za nekje 200 do 300 gledalcev. Nekaj sredstev pa bomo še vložili v ureditev samih igralnih površin. Po več desetletjih, če tako rečemo, uporabe nogometnih igrišč je v bistvu že dozorel čas tudi, da uredimo, razširimo in izgradimo novo travno rušo. Imamo pa dva mala igrišča z umetno travo, že 15 let, v katerih imamo že kar precej dotrajano umetno travo, tako da imamo že v bistvu tudi predračune in pa neko vizijo, da na obeh igriščih, tako Miklavžu kot Dobrovca, zamenjamo tudi umetno travo, tako da še nas čaka kar nekaj investicij, tako da bo ta oba športna centra, Miklavž in Dobrovce, ki pokrivata področje kvalitetnega športa ali pa mogoče po določenih pogledih tudi vrhunskega športa, uredili do te mere, da bo ta zgled ne samo v naši občini, ampak tudi širši regiji. Seveda. Veliko se govori tudi o energetski prenovi in ogrevanju. Kakšni ukrepi so bili narejeni glede tega in kaj pričakujete za prihodnost? V bistvu vse javne objekte imamo energetsko urejene po standardih energetske obnove. Dobili smo za vse energetsko obnovo teh objektov sofinancerska sredstva tako iz Evrope kot Ekosklada iz naše države. Ravno v tem času, v tem mesecu priključujemo eno veliko sončno elektrarno v osnovni šoli Miklavž, v bistvu največji energetski objekt, ki smo se ga lotili v zadnjem času, 150 oziroma 250 kW sončna elektrarna, ki bo pokrivala potrebe po elektriki tako osnovne šole Miklavž, vrtca Miklavž, športne dvorane in pa novega objekta NK Miklavž. Izjemna pridobitev na področju obnovljivih virov energije, seveda pa gremo po tej poti še naprej. Imamo še nekaj manjših objektov za energetsko sanirati, konkretno v prihodnjem letu imamo v načrtu energetsko sanacijo tudi sveta krajevne skupnosti v kraju Skoke. Kako pa se vam zdi, da se je občina spremenila, odkar ste vi župan? Je se spremenila na področju kvalitete življenja. Torej, kar nekaj novih objektov, novih infrastrukturnih projektov, če sem prej omenil že novo Ptujsko cesto, veliko novosti na področju športa, ureditev športnih parkov, kulturni dom smo obnovili. Kar se mi pa zdi najbolj pomembno izpostaviti, odkar sem jaz župan, ima občina neko kvaliteto življenja, izjemno lepo demografsko prihodnost, to se pravi, občina povečuje število prebivalstva, imamo vedno več mladih ljudi, žal, predvsem na račun priselitev, ne toliko na račun natalitete, to je problem celotne naše države, da natalitete nimamo in tudi Evrope. Imamo pa preselitev mladih ljudi, ki nam ustvarjajo neko dodano vrednost in ta trend se bo kazal še tudi v prihodnje. Kateri izzivi pa se vam zdaj trenutno zdijo največji in kako se spopadate z njimi? Ja, velike izzive bomo imeli na področju šolstva in predšolske vzgoje, če tu ostanemo na podlagi sprejema novih standardov. Ne vem, koliko poznate nove standarde za področje predšolske vzgoje in vrtcev, zahtevajo večje površine za otroke. Mi bomo morali kar nekaj dodatnih igralnic
izgraditi v enem in drugem vrtcu, če bomo želeli zadostiti vse te standardom. Vedno večji in strožji standardi so na področju šolske prehrane, kar pomeni, da bomo morali generalno obnoviti centralno kuhinjo osnovne šole v Miklavž. Eno področje pa gotovo ustvarja velike izzive prihodnosti, to pa področje sociale. Smo družba, ki se stara, vedno več potreb je na področju sociale, vedno več starejših ljudi, tako da imamo vedno večje stroške z različno paleto pomoči na domu, starejšim ljudem, domske oskrbe in vse ostalo. Iz področja sociale gre za eno široko paleto ukrepov, za katere skrbi občina, in to so izzivi, ne samo finančni, predvsem so izzivi, kje bodo naše inštitucije in kje bomo občine dobile kader, da bomo lahko izpolnili vse te naloge v prihodnjih letih. Tako da tu vidim največji izziv, ki nas čaka v prihodnjih letih. In pa velika naloga nas, mlajših in še mlajših od mene, da bomo v prihodnjih letih in desetletjih poskrbeli za starejše ljudi, ki jih je pa vedno več v naši družbi. Katere projekte pa želite vi končati, da boste lahko rekli, to pa je bil uspešen mandat? Izgradnjo novega zdravstvenega doma v Miklavžu, s katerim želimo pričeti že v prihodnjem letu. Torej 2026-2027 izgradnja velikega in sodobnega zdravstvenega doma v Miklavžu. Za naslednje mandatno obdobje 4 let, če govorimo za naslednje 4 leta, pa mogoče zdaj ne me razumeti, da že nakazujem neko mojo kandidaturo, ampak če bo prišlo še do tega, da bom občino Miklavž vodil še 4 leta, prav gotovo eden izmed osrednjih ciljev izgradnja nove športne dvorane v kraju Dobrovce, saj imamo šolo v Dobrovca in pa vrtec, ki športne dvorane še nimata, in menim, da po 140 letih šolstva v kraju Dobrovce ta kraj mora dobiti športno dvorano. In za konec, kako želite, da se vas občani čez 10 let spominjajo, čez desetletja? Želim, da se bi me spomnili kot župana, ki je z nekim svojim delom dal pečat občini, predvsem pečat v smeri, da je veliko naredil za lepše življenje vseh generacij v naši občini, tako otrok skozi predšolsko vzgojo, tako mladih skozi šolstvo, tako delovno aktivnih skozi ustvarjanje pogojev za dobre službe, dobri zaslužek in pa lepo življenje, in da bi se me spomnili tudi tisti starejši, da sem veliko naredil na izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, ki pa velikokrat žal v tisti končni fazi potrebuje tudi pomoč nas mlajših. Seveda. Hvala gospod župan za iskrene odgovore, pogled v vodenje občine Miklavž. Upam, da bodo gledalci razumeli izzive, s katerimi se spopadate. Hvala vam tudi za vabilo. Ni za kaj. Drage gledalke in dragi gledalci, z nami ste bili na pogovorni oddaji Čuješ to? Pridružite se nam še naslednji teden, kjer odkrivamo vpogled v občine in politiko. Hvala, ker ste bili z nami. Nasvidenja.